Pozdravljeni, z vami sem Minka in tale video nameravam posneti že par dni. No, kakorkoli, avgust, ognjeni mesec, v ognjenem konju, ognjeno leto, pa še toliko vroče je, pa na koncu koncev 8.8.2026 pride dejansko numerološko 8, 8 in ko seštejemo 2026 pride enica, ampak ko vse troje seštejemo še skupno število 8. Se pravi, dejansko osmica raztura. No, zdaj pa kaj je ta osmica? Ljudje, ki smo rojeni 8. Ljudje, ki imate skupni, ki živite na naslovu 8, se učimo ene stvari in to je ravnovesje. Ravnovesje, tako kot neskončnost, da je vse v ravnovesju in energije tečejo. In seveda, ker je življenje ena velika šola, pa lekcija, dejansko nam točno na tistih področjih, kjer imamo pač za narediti korekcijo svoje duše oziroma karmično lekcijo, se kaže, da nismo v ravnovesju. Da v bistvu ena stran je bolj izražena, druga manj izražena in na koncu koncev nas fajn premetava. No, in če se vam zdaj dogaja v tem mesecu, da vas pošteno premetava, pomeni, da sigurno vas mesec avgust uči, da se sprostite, da pogledate, na katerem področju še ni ravnovesja in se potem pač spravite v red. Dobro, to je zdaj bolj enostavno reči, kot pa narediti. Pa sem pa majčkeno pogooglala in kar je še najbolj zanimivo, 12.8. se zgodi sončni mrk. In bo menda viden tudi pri nas. No, zdaj, kar to pomeni, to zvečer. Tam malo pred sončnim zahodom. No, in zdaj, če pogledamo tisto, kar je pomembno, da sončni mrk je vedno povezan s tem, da zatemni se nekaj, priložnost imamo, da se umirimo, da pogledamo tja, kar je nevidnega. No, zdaj to, ko vam to govorim, sem se spomnila ene moje sanje. Leta nazaj sem sanjala, da sem bila tam, kjer sem delala nekoč v Domelu in da je bila neka soba, kjer je bila ropotarnica in sem iskala peč. Se pravi, peč je bila ugasnjena in nekako sem dobila sporočilo, da je to treba počistiti tisto peč, oziroma peč sobo. In dobesedno, kolikor časa imamo mi na vlaku v neki sobi natrpan stvari noter, zdaj na čustveni seveda, na čustveni ravni, v podzavesti, dobesedno ugasne peč. Zdaj pa kaj pa pomeni peč? Peč je pa povezana s spolno energijo. Spolna energija je pa itak energija kreacije, ustvarjalnosti, pač energija, ki ustvarja novo življenje. In ja, seveda, takrat, ko sem sanjala te sanje, sem imela pošteno delo na sebi, da sem počistila navlako, čustveno navlako po družinskem deblu in tako naprej. Zdaj pa poglejte, če se vam zdaj dogaja tako na polno in 12. ko je sončni mrk, da sem prebrala, gospa Irena Erjavec je poslala sporočilo, da je boljš, da ne opazujemo sončnega mrka, ampak se umaknemo v meditacijo in se vprašamo, zdaj pa tisto, kar je pomembno, kaj si želim ustvariti. Ker energija osmice je povezana z materialnim ustvarjanjem, z obiljem. In pogledamo, na katerem področju še ne živim obilja. Katero področje mojega življenja kaže primanjkljaj. In je lahko primanjkljaj zdravja, lahko je primanjkljaj ljubezni, lahko je primanjkljaj lepih odnosov, lahko je pa primanjkljaj notranjega miru. In če je ta primanjkljaj notranjega miru, pomeni, da iz svojega nemira ustvarjamo še več nemira. No, pač pogledamo, ne? In zato je boljš, da zdaj, ko bo 12. sončni mrk, da se enostavno umirimo in da takrat enostavno razmišljamo, pomislimo, katera področja mojega življenja želijo majčkeno kličejo po spremembi. No in v bistvu, to je zdaj prvi tak datum, 12.8. Potem pa konec meseca, 28.8. se nam pa obeta lunin mrk. Lunin mrk je pa povezan s čustvi. Se pravi, sonce je povezano z ustvarjalno energijo,
z moško energijo, s premiki, medtem ko luna je povezana s čustvovanjem. In do konca meseca pa pogledamo, sploh takrat, ko bo lunin mrk, kaj moram končno spustiti, da bom lahko to ustvarila. Zdaj pa spet govorim iz svojih izkušenj. Kaj moram spustiti? Jaz sem bila zasvojena s tem, potrebo imam po tem, da se počutim žrtev. Dajte pomisliti. Potrebo imaš po spanju, potrebo imaš, ne vem, kdo je zasvojen z alkoholom, po alkoholu, kdo je zasvojen s cigareti, pač pa potreba po cigaretih, kdo je zasvojen še kakšna druga zadeva z mamili, pač vse naredi, da pride do te svoje doze. Jaz sem imela potrebo po tem, da se počutim kot žrtev. Potrebo po tem, da se v odnosih počutim zavržena, zlorabljena, izkoriščena. In zdaj seveda vi rečete, jaz pa tega nimam, to ima samo Minka. Dajte probati pri sebi, z mišičnim testom preverite, potrebo imam po tem, zdaj gre skozi mene, da sovražim svoje telo. Potrebo imam po tem, da zavračam svoje potrebe. Se pravi, bom vse naredila, da na koncu se bom počutila kot palačinka, brez energije, kot pohojen čik na cesti, pač enostavno sama sebi bom sabotirala napredek. In če imaš še katero to zasvojenost, naredi zdravilno molitev dekodiranja, počisti potrebo po tem, da se počutiš kot žrtev, potrebo po tem, da si odvisna od slabih odnosov. No, in to je v bistvu ta mesec, je povezan s spuščanjem, povezan s tem, da se vprašamo, koga opravičujemo, koga idealiziramo. Veste, nekdo reče nekaj slabega, naredi nekaj slabega, neprestano dela nekaj slabega in ga še vedno znova pač opravičujemo. Ja, je imel težko otroštvo. Lahko govorim tako, kot mislim, no shit, kdo ga pa ni imel? In tudi tisti, ki je bil zavitovato, ima 100% kakšno travmo. Koga opravičujete? In spet je zadej. Potrebo imam potem, da opravičujem slaba dejanja drugih ljudi. Potem naslednja stvar se vprašajte, kaj moje telo govori, ko nočem slišati. Na katerem področju imaš vnetja, kaj kliče? Pred kratkim sem govorila z eno gospo, ker se je v bistvu karmična lekcija začela sproščati in sicer iz enega drugega življenja, strah pred utopitvijo, pred izgubo družine. Bolečina na prsih je tako nora, tako težka, da v bistvu enostavno dihati ne da. Ko pridemo na isto časovnico, ko pridemo na časovnico nekega drugega življenja, se zbudijo enaka čustva kot nekoč, ko nismo zmogli na drug način. Zdaj pomislite. Pač pridemo na določeno stopničko in to je tako kot neka videoigrca, ko pridemo na določen level, se pravi nivo, dobesedno se zgodi nek premik in te vrže v neka čustva in sploh ne razumeš, zakaj. Zato, ker naša duša gre naprej, hoče napredovati in predvsem v odnosih še hitrejš napredujemo. Zdaj to pomeni, odnosi so lahko starš z otrokom. Ko vam mogoče vaš odrasel otrok kar naprej nabija krivdo, kaj nisi naredil, kaj si mu naredil leta 2 pa 3, kaj bi mogel narediti in kje nisi zadosti dober. Ko vam mogoče vaša mama ravno tako nabija krivdo in vas poskuša šofirati in usmerjati vaše življenje. Mogoče vaš oče, ko vam vedno znova da vedeti, da nisi dovolj, da se moraš bolj potruditi. Ko vam vedno znova vaš partner pove, da niste v redu. Kaj se učite skozi te lekcije? Poglejte, energije meseca avgusta, te osmice, so tako močne in enostavno ne dopuščajo več, da rečeš, ne bomo mečkali dali pod preprogo, smo malo šminkali, smo delali, da smo fajn, je tako, moj bog, najboljš. Ja, lahko trenutna večerja,
ampak nasplošno mogoče ni. Glejte, energije meseca avgusta nas hočejo prestaviti naprej. Nič več nazaj, ne več v iste odnose. In kličejo potem, da tam, kjer ne moreš govoriti svoje resnice, da jo poveš. Tukaj sem se izpisala, kdo sem, ko se ne prilagajam drugim. Kdo si ti, ko se ne prilagajaš drugim? Kdo si ti, ko ne ugajaš drugim? Zase govorim, jaz vem, da sem imela veliko težavo pri tem, ker me je bilo strah, da bom svojo resnico nekoga prizadela. Ker me je bilo strah, da bom, ko bom povedala, kaj jaz občutim, ali pa ko bom povedala svoje strahove, ne vem, razmišljanja, da me nekdo ne bo odobraval. In to so bile moje lekcije. Naslednja stvar, v avgustu se moramo vprašati, ali vidim človeka takega, kot je, ali vidim samo svojo predstavo o njem. Zdaj pa pogledamo to predstavo o določenem človeku. Vsi vemo, da ne znamo narediti, vidimo potencial človeka. Kaj bi lahko nastalo iz njega, če bi? Ja. In mogoče se že vrtite leta in leta v enih in istih odnosih, ker verjamete v to, da enkrat bo ta človek speljal. Veste, ne, ko boš, ne vem, porivala, bolj prej bo speljal, tako kot crkne na avto. Ali pa, jaz ga bom popravila, jaz jo bom rešila. Ne gre se za to. Mi odrasle osebe smo odgovorne za svoje mladoletne otroke. No, nekdo trobi, po moje v Italiji, v glavnem, kakorkoli. Mi odrasli smo odgovorni za svoje mladoletne otroke. Potem, ko pa niso več mladoletni otroci, smo odgovorni predvsem za svoje dobro počutje in seveda takrat, ko lahko pomagamo, ja, prav, da pomagamo. Ampak, če pa zanemarjamo svoje potrebe, nas energije ne podpirajo več. No, potem pa naslednja zadeva, ko nekdo hodi po nas, takrat, ko ga idealiziramo, upravičujemo. Zdaj pa naslednja stvar. Uči nas vse skupaj, bodi to, kar si. In naslednje vprašanje, ali sem lahko to, kar sem, tudi če moja družina tega ne odobrava. Pa toliko let si hodila v šolo, pa toliko smo investirali vate, a zdaj pa takole, a se ti čist speljal. Kaj bojo pa ljudje rekli? In to so lahko zdaj vaši strahovi. Strah me je, kaj pač obsojanje okolice. Pač, ljudje govorijo. Naslednja zadeva. Strah me je, da bom razočarala očeta, mamo, partnerja, otroka, taščo, ne vem koga, družino. Strah me je. In ko mi delujemo iz strahu, zdaj pa pojmo na to vibracijo, ko delujemo iz strahu, ne moramo biti v ravnovesju. In zato nas kliče, da premagaj ta strah. In seveda potem strah, kam se naseli na pljuča, prsa, na sedež duše in potem te duši. Ker hoče strah iti ven, oziroma strah želi, da se ga znebiš. Duša želi, da se znebi tvojega strahu, ker to je samo manipulacija tvojega ega. Tako da ja, zdaj mislim, da bojo res zanimive energije še v tem mesecu, tako da če še niste, dajte se mogoče prav ob sončnem mrku usest in si napište, kaj želim ustvariti. Tvariti. To je ena stvar, da pač jasno pogledaš področja svojega življenja in pogledaš, se pravi, na osebnem področju, to je telo, zdravje. Da pogledaš na finančnem področju, kako stojiš, kaj želiš ustvariti. Da pogledaš na zdravstvenem področju, recimo sploh odnosi, mogoče tudi služba. Kaj želim ustvariti? Jasno povej in potem se vprašaj,
Kaj moram spremeniti, da lahko spravim v ravnovesje, da jaz si zaželim in vesolje mi to priskrbi. Jaz si zaželim in vesolje mi to priskrbi. No, tako da, poskusite na ta način, boste videli, jaz sem res prepričana, da vsaka stvar je prav, da je vse namenjeno, ta korekcija naše duše. Vse je prav. Točno tako družino imamo, ki jo potrebujemo. In recimo, kar sem jaz dosti delala, ker je bilo tudi nekaj še povezano z pogovori z družino, je bilo povezano s tem, z občutkom krivde. Veste, kaj sem naredila? Enostavno sem šla v meditacijo, zdravilna molitev dekodiranja in sem poklicala vse moje izgubljene energije nazaj, v vseh smerih časa in prostora, ki sem jih razdala svoji družini, samo da bomo srečna družina. Ne rabim več. To so moje energije in ker želim biti celosten, sem enostavno to nazaj poklicala. Zdaj pa pojdimo še mečka naprej. Tisti, ki se vam zadnje čase pošteno lomijo odnosi, je pomembno, da res greste pogledati, česa te je najbolj strah. Ko nas je strah, ljudje okuženi strahom lahko manipulirajo s teboj. Pojdimo na nekaj sporočil in dajmo pogledati, kaj je tisto za tole dušico, ki tole posluša, kaj je prav stvarnik, da sliši, da ozavesti, da ve. Teli delfinčki kar naprej prihajajo ven. Čiščenje preteklosti. Osvobajaš se starih vzorcev. Vse se zgodi z nekim namenom. Vam bom prebrala točna sporočila. Prav, to je karta 30. Lahko zamižite, lahko poslušate. Ozaveščaj, blagoslavljaj in pojdi naprej. Zaupaj vase, to zmoreš. Zavedaj se, da je v tebi moč spremembe. Tvoje srce se zdravi, ko greš v naravo, ko greš k vodi in vanjo zmečeš kamenje svoje bolečine, ko objameš drevo. Dovoli, da solze očistijo tvojo dušo. Vse je tako, kot je prav. Zaupaj. In potem karta, ki je padla ven, je novo jutro. Stvarstvo ti čestita za pogum. Si na pravi poti. Vse poti naprej so gladke. Zavedaj se, da je vse na pravem mestu. Strah je obraz teme, ampak ti si svetloba. Z negativnimi mislimi in prepuščanjem strahu zaviraš napredek. Vse je prav. Pred teboj je novo obdobje, najhuje za teboj. Ohranjaj stanje ljubezni in radost. Bodi srečna, da živiš. Karta 32, se pravi, je že nek prehod naprej. Zavedaj se, da je tvoje srce mlado in večno. Dovoli, da mladostna energija teče po tvojih žilah. Dovoli sebi, da se počutiš dobro v svojem telesu, ki je prežeto z radostno energijo. V popolnosti sprejemaj svojo življenjsko energijo. No, gremo še na naslednje sporočilo. Delovanje. Delovanje ti veča energijo. Čas je, da se imaš res bolj rada in se bolj ceniš. Delovanje. Nič več počivanja. Zdaj pa čas, da skrbiš za svoje dobro počutje. Tvoje telo je ustvarjeno za delovanje. Tvoje telo potrebuje delovanje, da je pretočno, da si v stiku sama s seboj. To je tvoj način delovanja. Bodi vesela, da živiš. Pač sprav se v akcijo. In čas je, da vzbudiš ljubezen do sebe. Ti si ljubezen. Čas je, da sebe naravnaš na frekvenco ljubezni. Dajmo še to prebrati. Tvoje srce je vedno v stanju ljubezni. Tudi, če te odnosi preizkušajo, lahko občutiš ljubezen. Toplina sonca, šumenje vetra, bučanje morja, si zvezd. Milina lune, trdnost skale, čarobnost jutra, energija kristalov, petje ptic, žar otroških oči, poljub ljubljene osebe, stisk roke, objem prijatelja ali nasmeh tujca. Vse izraža ljubezen.
ko si naravnana na ljubezen, jo tudi zlahka občutiš. Še eno sporočilo je izvorna koda. Ti si stvarjenje, ti si boginja. Vse povsod okrog sebe lahko vidiš ljubezen. Eno si z izvorom, ti si izvor. Na svet si poslana, da blagoslavljaš. Na svet si poslana, da širi sporočilo upanja. Na svet si poslana, da ljudem pokažeš pot. Na svet si poslana, da ljudem sporočiš resnico, da smo vsi ljubezen, ker ti si ljubezen. No, in zdaj bomo še morali sporočila, ker imam še ošotove karte. Veste, kaj bom naslednji projekt naredila? Zdaj se pač nova knjiga, Ko hrana zdravi dušo in telo, tiska, je v tiskarni, išla bo v začetku septembra. Potem, ko bom pa to naredila, bom pa karte Prehod v novo dobo so tako razprodane. Ampak bom naredila preproste karte s sporočili, brez knjižice, samo karte bojo, in boste imeli te karte, malo jih bom spremenila in bo tako, kot da vam angeli govorijo to, kar je dobro za vas. In namenjene bodo pa na ta način, da boste zjutraj vzeli karte in boste rekli: angeli, kaj je moje sporočilo za danes? Eno karto, sporočilo za danes, in še enkrat je prišla srčna čakra. Pač čas je, da se imaš bolj rada, tudi če te odnosi preizkušajo. Ti si ljubezen. Tudi če drugi ljudje niso v ljubezni, pač ne pas na njihovo frekvenco. Bodi sočutna. Lahko rečeš, zavračam to energijo. Pač pomislite, kako močna beseda je. Slovenska beseda zavračam. Ker ne govorim, ne sprejemam tvoje energije. Ne? Če ne sprejemam, sem v branu. Če pa jaz rečem, zavračam to energijo, samo vračam nazaj. Jaz ne potrebujem tega sranja od drugih. Ne potrebujem tega. Zavračam. In ne glede na to, kdo je. A je to energija staršev, otroka, energija partnerja, če ni usklajena z energijo ljubezni, zavračam. Zanimivo, ko vam zdaj to govorim, mi začela takole gor, gre energija na levo oko. Levo oko, leva stran telesa je povezana z moško stranjo. Se pravi, s tem, ko jaz rečem, zavračam, pomeni, da se postavljam v svojo moško energijo, ker enostavno sebi dovolim, da sem tudi močna. Ne, da sem samo, joj ne, prosim, usmite, se jaz bom še bolj dobra, še bolj pridna, še bolj bom ustrežljiva, samo da me boste sprejeli. Ko pa ti rečeš, zavračam, v redu, lahko si slabe volje, zaletavaj se v steno, ampak ne vame. Če ti je slabo in bruhaš, bruhaj v školjko, ne name. Če bi rad prepucal svojo svinjarijo, pet pod tuš, ne preko mene. Zavračam. In jaz ostajam v miru in v ljubezni. In takrat, ko mene zdrmajo te odnosi, pač se umaknem, grem v naravo, ampak ne, da bom zdaj skrivila sebe, pa bom rekla, pa je z mano narobe, spet sem jaz naredila nekaj narobe. Ne, ampak enostavno, zdrava samopodoba je povezana s tem, v redu, to je moja resnica, tako jaz čutim, sprejemam svojo resnico, ampak če ima nekdo težave, to ni moje. Zavračam. Pač, to so močne besede. Dajmo pogledati zdaj še tale sporočila. Za tole dušico, ki posluša tale video, kaj je pomembno. Nehaj se pretvarjati, skrivati. Čas je, da se res zazreš v svoje notranje vode. Čas je, da začneš plesati svoj ples, ampak ne ta, ki ti ga diktirajo ljudje okrog tebe, ki je povezan s stresom, ampak da plešeš svoj ples, radosten ples, da si ti to, kar si. Nehaj se primerjati z drugimi. Ljudje okrog tebi so kot neka ogledalo, ti kažejo ogledalo, ti si tvoj unikat. In čas je, da spremeš svojo energijo, svoje telo, svoje talente
Pač opusti vse tisto, kar te zadržuje v nezadovoljstvu. Dajmo pogledati zdaj še naprej. Se pravi, mesec avgust, ja, ne samo, da je vroče, še energijsko naporno. Ampak poglejmo naprej. Kaj nas pa pol naprej čaka? Stvarstvo. Za tole dušico, kaj je pomembno, da ve za naprej, ko bo konc tega norega avgusta, ker kakorkoli, ja, je lahko zelo intenziven ali pa zelo miren. Da vidimo. Prvo sporočilo. Jasna ideja skozi izražanje. Ampak tukaj ne govorim, da govoriš svoje ideje, kaj boš naredila, ampak jasno poveš, kako ti čutiš. Tisto, kar je treba povedati. Joj, veste, kaj se meni zgodi? Pa vse tisti, ki gledate moj kanal, tako veste, ali pa berete knjige. 10 let nazaj sem bila v tako globoki luknji, žalosti, nemoči, takrat sem bila še poročena, in sem izgubila glas. In sem bila dejansko brez glasu. Najbolj na glas sem lahko tokle govorila. Pač nisem mogla govoriti. Žalost mi je vzela glas. In sem šla za materinski dan na Gonj kopel. In po tistih Gonj kopeli, zvočna kopel je meni ta cmok nekako razblinila in sem po poti domov kašljala in se mi je začel vračati glas. In naslednji teden je bila spet ta zvočna kopel, grem k temu terapevtu in seveda, ker sem bila nova, sem rekla, kam naj se uležem, da bo zvok imel maksimalni učinek na mene. Človek, ki ni vedel nič o meni, me pogleda in reče, v prostoru zvok dela na enak način na vse. Ampak pomaga pa, da komu poveste, kar mu gre. Po moje je bil jasnoviden. Pač, ja, moje telo je že govorilo, ne morem več, kričalo je, ne morem več. In naslednja stvar. Ja, to so nove veščine, povezane z zemeljskim preživetjem. Pač učite se. Čas je, da izraste svoje duhovne darove. Novo potovanje se začne to je v bistvu kot nek zaključek vašega potovanja, ki je ključen za vaš napredek. In to je povezan s tem obiljem ženske energije. Tako, z obiljem ljubezni. Pač dober. Očitno se vam zdaj zaključuje na zadeve, ki so potrebne. Zdaj čutim, da je začela teči energija. Nekaj bom še počistila, kakorkoli. Občutam, da je kar precej pritiska v glavo, ko to razlagam, ta energija. Tisti, ki gledate ta video do konca, je očitno povezan s tem, da to, kar predelujete ta trenutek, vas močno teži. Ampak prav tako teži, da vas potiska k tlom, da vam jemlje vašo življenjsko energijo, vam jemlje vašo ustvarjalno energijo, vam jemlje vaš polet, vaše ideje. Mogoče tudi koncentracijo, vam jemlje to, da bi nekaj ustvarjali, pa mogoče samo drsate po telefonu ali pa se usedete pa prižgete nadaljevanko, ker je bolj enostavno se izklopiti, kot pa delovati. Ampak, ko boste to naredili, ko boste povedali tisti osebi tisto, kar ji gre, ampak ne govori skozi to, da greš v vlogo žrtve, pa rečeš, ti meni zmerom to, ti nikdar nisi to, ti si vedno tak. Ali pa taka. Ko enkrat začnete govoriti svoje moči, govorite o tem, ko se dogaja to, jaz občutim to in zaradi tega jaz tega ne odobravam več, pač govoriš iz svoje moči. In če ne moreš govoriti svoje moči, pač napišeš to, kar čutiš, brez cenzure, brez da potem prepišeš, pa prečrtaš vse tisto, pa zbrišeš, kar bi utegnilo nekoga malo razburiti. Samo resnico, nič drugega, resnico. In očitno, zdaj smo pa prišli do tam, glavica na žebljici, ja, nič več tega, da se zatekaš v nek beg, ampak čas je za delovanje. In to delovanje je povezan s tvojim izražanjem, z govorom, da poveš svojo resnico. Zdaj čutim, da se že sprošča, ker na ta način bo skozi tebe stekla višja zavest, ker
skozi tebe teče božanska energija in boš sprostila kanal, da enostavno bo začela teči ta tvoja energija, tvoje duše skozi tebe. Ti si prišla v to življenje z namenom, da odvržeš vloge, ki so ti jih dali. Pa toliko smo investirali vate, pa toliko štemplov imaš, a zdaj pa takole. Moraš biti hvaležna, pokorna. Investiraj vase. Ne glede na to, kakšno titulo imaš v tem življenju. To je samo titula. Ti kot duša hočeš napredovati. Pač zemeljski štempli in dosežki kot duši ne pomenijo nič. Zemeljsko življenje je samo poligon, ker naša duša dela korekcijo duše. No, tako da čutim, da se je zdaj ta energija sprostila, sem pač ful dober in zdaj zraven čistim. Tako da, če ste gledali do konca, ste dobili še zraven terapijo. Globoko vdihnite, izdihnite. Je super. Krasna energija, že teče, bela božja svetloba. Pač se veste, ne? Takrat, ko začne teči energija skozi mene, to pride kot naval vročine, ki kuri, dobesedno kuri. In ta energija, ki se skuri, tem v bistvu pade neka teža in ko pade neka teža, pač drugače ne moram reči, kot da je človek bolj lahkoten. Nič drugega. Tako da ja, to je to, kar sem mislila že par dni posneti tale video. Tako da hvala vam, ker ste tukaj z mano. Hvala vam, ker delate na sebi. Res vam čestitam za vaš napredek. In delajte zdravilno molitev dekodiranja. Boste videli. Vaša duša kliče po tem. Dobesedno, vaša duša kliče po tem. Tako da uživajte, vse dobro in se vidimo kmalu v naslednjem videu.